Še ena tesna tekma med tekmecema in v tekmi brez veliko priložnosti, remi brez golov. Darko Milanič je moral poseči za novimi menjavami, saj poškodba defendija pomenila, da je edini zdravi centralni branilec ostal Denis Šme. Ob njega se je tokrat postavil Željko Filipović, tako da se je v sredino vrnil Marwan Kabhar. Začelo se je z nekaj grožnjami domačinov. Najprej je Podlogar ukradel žogo Janži, Handanović in njegov strel odbil. Ponesrečena podaja Kovsa pa je končala v prečki. V 18. minuti prva nevadna akcija prvakov, toda strel Santija previsok. Tri minute kasneje se je v obetavnem položaju znašel Vršič, toda Kotnik je njegov strel obranil. Do konca polčasa brez priložnosti. Nasprotnik je predvsem po naši levi strani v prvem polčasu oziroma v prvih teh 10-15 minutah prihajal skozi, poskrbel za nekaj nervoze v naših vrstah. Potem smo pa vzpostavili nekako dominacijo na igrišču, poskušali prebiti njihovo obrambo, imeli več žogov v nogah, vendar nam je tisti pravi neki ritem, v katerem smo res z velikim številom igralcev in z veliko dinamiko rušili na njihov gol, uspel komaj proti koncu. V drugem delu igre pa okrepljena prizadevanja za zmagoviti gol. Najprej v 55. minuti do strela prišel Tavares. Nekaj minut kasneje lepa kombinacija obeh napadalcev, toda strel kapetana premalo močen. V 83. minuti je bil v glavni vlogi znova Tavares, tokrat je lepo našel Novakovića, ki pa se mu ni šlo. Tudi zadnja priložnost na tekmi je bila delo kapetana, toda njegov strel le za nekaj centimetrov previsok. Za nameček pa je ob zaključku tekme ekipa za večni derbi po drugem rumenem kartonu ostala brez Filipovića. Mi smo prišli v Celje po zmago. Obstaja določen grenak preokus, ker nismo izkoristili svojih priložnosti, ampak zdaj ta teden bo ključen za nas, moramo strniti vrste in se maksimalno pripraviti za gostovanje v Stolici. No, dvoboj s Celjani bo ob koncu sezone v finalu pokala. Pozornost pa sedaj povsem usmerjena v finale prvenstva. Prva od zadnjih 4 tekem bo večni derbi v soboto v Ljubljani.